contacts, phone, Facebook, weather. Alen Kobilica, kako si kot slepa oseba pomagate s sodobno tehnologijo? To je odlično vprašanje in dejansko za vaše študente, računalništva, informatike, jaz mislim, da je zelo zanimivo. Jaz sem globalno povezan z iPhonom. Jaz počnem čisto vse s tem telefonom, kar počnejo tudi videči. Imam maile gor, SMS-e, imam WhatsApp, Viber, imam mobilno banko, skratka, da ne naštevam, na Instagramu sem, odgovarjam, pišem in mnogo ljudi, recimo tudi mojih nekih partnerjev iz tujine poslovnih, niti ne ve, da ne vidim. Kako brez pogleda na ekran sploh navigirate po pametnem telefonu? Se pravi, če greste v Settings, General, Accessibility, VoiceOver, v trenutku, ko vklopite VoiceOver, je koncept ta, vse tisto, kar vi vidite, jaz slišim. In potem s prsti, z raznimi gestami, navigiram po ekranu. Vse je zelo podobno, s tem, da pri meni je tako, da moram tisto, kar vi enkrat pritisnete, jaz moram narediti double tap, dvakrat pritisniti. Ampak kako vem, kaj moram pritisniti? Se pravi, tista stvar, ki sem jo zadnjo slišal, se pravi, kjerkoli na ekranu pritisnem, dvakrat udarim in se tista zadeva, ki sem jo nazadnje slišal, odpre. Kako pa pišete in berete pisna sporočila? Messages, double tap to open, se pravi, kjerkoli na ekrančku double tapnem, se pravi, so se odprli messages zdaj, Compose, search. Obstaja rate hitrosti govora, recimo lahko damo tudi bolj počasi ali pa z gestami grem besedo po besedo ali pa celo črko po črko. Recimo gesta grem z dvema prstoma tako, characters, words in grem dol. Igor, to je pač en moj prijatelj mi napisal, zgleda, da sem se prehladil. Pa me boli grlo. Kuha. Po moje, da ni korona. Skratka, ja. Zdaj seveda, to sem hotel reči, to je šlo po besedah, lahko bi kakšne besede ne bi razumel in bi šel tudi po črkah dol, Tako da dejansko vse slišim. Potem pa nekdo reče, kako pa odgovoriš, Spet, kaj je bila zadnja stvar, ki sem slišal? Message, SMS od tega prijatelja Igorja. To pomeni, da kjerkoli na ekranu double tapnem, tap, in se mi odpre message od Igorja. Text message, double tapnem in sem na začetku in se mi QWERTY tipkovnica odpre. QWERTY tipkovnica se je odprla, zdaj pa ok, jaz sicer vem, ker se spomnim, kako je to izgledalo, ker sem videl perfektno še nedolgo nazaj, ampak tudi če nikoli nisi videl tega, ko grem s prstom po ekranu, mi pove, na kateri črki sem. In ko sem na ta pravi črki, jaz naslednjo z drugo roko samo potrdim to. Recimo, če mu napišem, kako si, Kako? Si, Kako si, In najboljša stvar je pa še to, da lahko emotikone daš gor in emojije mi vsakega tudi prebere, opiše mi ga, In to je recimo en tak korak naprej, recimo emoji, Face with medical mask, ok, ta je zdaj popularen, recimo, Face blowing a kiss in tako naprej, tega mu ne bom dal, ker bo malo čuden zgleda. Face with medical mask, kako ga dam noter, samo double tapnem. S čim bi vam sodobna tehnologija lahko še izboljšala samostojnost? Kaj je edina stvar, recimo, ki mi pa zaenkrat to še ne omogoča, Težava, se pravi, moja razlika med prejšnjim življenjem pa zdajšnjim, recimo je to, da je ta samostojnost. Se pravi, odvisen sem od nekoga, In če bi mi ta naprava še to omogočala, recimo, da bi se lahko gibal v nekem prostoru, novem, ok, v poznanih prostorih tako ni problem, zato ker poznam, vem, to je tako, kot vi recimo po noč, ko včasih vas lula tišči, pa morate na WC, sigurno se mi že zgodilo, da ste v temi lepo šli v WC, ali pa kar malo zaprtimi očmi, pa gre, No tako recimo izgleda prostori, kjer jaz navigiram doma sam ali pa prostori, ki jih poznam, to ni problem, Ampak da bi lahko nekje od zunaj na ulici, obstaja zdaj, sem slišal pač te povezave z GPS-om, ampak to mora biti res natančno na milimeter, ker veste, če tebe nekje vodi, pa
pol metra stran jark, ne, če to ni natančno, ne, si noter v jarku. Ne. Skratka, nekaj, kar bi mi v realnem času govorilo, kaj se dogaja v bistvu pri meni. Ne.